Dobrodošli v oddaji Dialogos, ki ga pripravlja Domovina. V teh vročih junijskih dneh pred natančno 30 leti se je rojevala Slovenija v krvi in ognju. In danes, po 30 letih, smo v spomin na te dogodke povabili dva glavna, lahko rečemo, protagonista, dve glavni figuri politični iz tistega obdobja, ki sta vodila državo v tistih krvavih dneh, ko se je začenjala vojna za neodvisnost. Veliko čast nam je, da sta se nam pridružila nekdanji predsednik predsedstva Republike Slovenije, gospod Milan Kučan, in gospod prvi predsednik vlade Slovenije, gospod Lojze Peterle. Danes so časi precej drugačni in zdi se, da na tiste čase mnogi pozabljajo. Ampak vendarle gre za izjemno svetle trenutke slovenske zgodovine, o tem so si zgodovinarji ali pa bi si morali biti precej enotni. Vidva sta na teh mestih bila kot ne samo najpomembnejša človeka v tistem trenutku, ampak v nekem smislu najpomembnejša človeka daljšega obdobja. V nekem smislu zaznamujeta ta prehod iz komunizma v demokracijo. Gospod nekdanji predsednik, vi ste bili tudi zelo pomemben človek prejšnjega sistema, ki ste potem vodili Slovenijo tudi po prvih demokratičnih volitvah. Kako gledate na to spremembo, kako ste vi sprejeli osebno Slovenijo kot državo, kdaj je postala Slovenija vaša, če rečemo, intimna opcija, kdaj ste se odločili? Najprej najlepša hvala za povabilo. Mislim, da bi bil naš razgovor veliko bolj zanimiv, če bi lahko sodelovala še pokojna dr. Jože Pučnik in dr. France Bučar. To bi bil nekako, bi rekel, zanimiv pogovor, ker je vendarle to bil nek krog ljudi, ki se je pogovarjal, se moral pogovarjati in sprejemati odločitve. Zdaj, če mene sprašujete, seveda ta odločitev se ni zgodila čez noč. Zorela je v nekem dolgem procesu razpadanja nekdanje skupne države, nesposobne, da reši globoko krizo, v katero je zašla in v kateri je bilo potrebno razmišljati o opcijah. Najprej seveda moji prvi razmisleki in tudi razmisleki ljudi, s katerimi sem takrat delal v slovenskem političnem vodstvu, so šli v to smer, ali je mogoče državo spremeniti tako, da bi jo Slovenci spet začutili kot svojo državo. Navsezadnje nastala je tudi po naši volji in smo imeli pravico zahtevati, da se spremeni tako, da jo bomo spet, kot sem rekel, lahko čutili kot svojo državo. Ko je bilo to nemogoče, ko se je pokazalo, da preprosto ni pripravljenosti za te radikalne spremembe, je bilo potrebno razmišljati o alternativah in alternativa se je ponujala skozi stališča, ki so se leta nazaj oblikovala v takrat že močno nastali civilni družbi, tudi v zametkih takratne politične opozicije, nekako oblikovani skozi v glavnem pisanje Mladine, Nove revije in še kakšnega časopisa v stališčih raznih društev pisateljev, akademije in tako naprej. In seveda ni bilo, kako bi rekel, pretežko se odzvati ali pa sprejeti, ujeti odmev vseh teh razmišljanj, dokler preprosto ni bilo ugotovljeno, da se bivše države rešiti ne da in da je alternativa samostojna država. Kako do nje? To se je pa pravzaprav oblikovalo natančno šele po teh prvih demokratičnih volitvah, po oblikovanju novih organov na podlagi rezultata teh volitev in razmišljanj znotraj teh organov. Predvsem je seveda tu pomembno bilo, kar se je dogajalo v takratnem Demosu, ampak o tem bo seveda veliko več znal povedati predsednik Peterle. Mogoče še pod vprašanje, kdaj ste sprejeli vi to opcijo kot politično realno, uresničljivo?
da bo Slovenija samostojna, če bi nekomu to rekli leta 89 ali 88, se je to zdelo kot sanja. Ampak kdaj ste vi recimo to vzeli sam pri sebi kot realno, da ste rekli, zdaj pa bo? No, zadnji preizkus, ali je možno torej rešiti državo, iti po poti radikalnih političnih sprememb, je bil tako imenovani izredni 14. kongres Zveze komunistov Jugoslavije, ker običajno se pozablja, kakšna je bila takrat vloga Zveze komunistov, zakaj je prišlo do 14. kongresa in da je odhod takrat praktično pomenil ne samo konec Zveze komunistov Jugoslavije, ampak praktično tudi konec Jugoslavije, kar so najbolj, rekel, plastično dokazovali aplavzi in žvižgi odobravanja, ki so spremljali naš odhod takrat z kongresne dvorane. Gospod Peterle, kaj pa vi? Kdaj ste pa vi začeli verjeti v to idejo o neodvisni državi? To je bila, naj vendarle poudarimo, to ni bila, kot bi kdo rekel, tisočletni sen. To je recimo po drugi svetovni vojni so le redki si upali izreči idejo o neodvisni državi Sloveniji. Tako da zanima me, kdaj ste vi to vzeli kot svojo realno idejo? Najprej hvala lepa za povabilo, bom rekel, lepo je delati za domovino. In jaz sem začel študirati leta 67 zgodovino, geografijo in 68. leta sem se priključil tudi reviji 2000. Takrat se je pod Kavčičem majčkeno sprostilo in so bili taki pojavi možni. In v tem krogu smo mi študirali družbena vprašanja, kulturna vprašanja in smo se na nek način ukvarjali tudi s politiko in smo bili taki tudi videni. Mislim, da je imel tudi gospod Kučan takrat eno drugo vlogo, se spominjam ene ocene revije 2000 je bila, rekel, takrat je bil pač strah, da se ne bi skozi to revijo pojavila cerkev v nekem segmentu družbenega prostora. Mislim, tako je bila ena ocena, ampak zakaj s to menim revijo 2000? Zato, ker smo tam sistematično študirali krizo evropske zavesti, se trudili, da bi našli nekako stik z politiko, kakršna je bila prej. Smo imeli takrat tudi komunikacijo s kakšnimi krščanskimi socialisti, smo spremljali recimo, kaj takrat iz Trsta prihajalo, smo brali Zaliv, smo brali Most, smo vedeli za jezo, smo brali knjižico Kam 68, ki so jo napisali 4 rimski kristjani, če tako rečem, in napovedali ustanovitev države. Zgrešili so za 2 leti, ampak pozvali so tudi takratno partijo k državotvornemu gibanju. Ne. Torej, mi smo poznali tudi, sveda, kaj so Slovenci po svetu, v Argentini, v Kanadi, Avstraliji, Ameriki počeli, izhajali so časopisi tudi z naslovom Slovenska država. Skratka, to je bilo prisotno, ampak ko smo vprašali bi enkrat naše slavne profesorje Grafenaurja, Cvitra, Gestrina na brucovanju zgodovinarjev, kaj mislijo o samostojni slovenski državi, so rekli, fantje, ne sanjajte, bodite realisti, to ni mogoče. Jaz sem to isto doživel kot predsednik vlade, ko so nas obiskovali recimo veleposlanik Združenih držav Zimmermann in podobni, so nam prinašali ista sporočila, ne sanjajte. Bi pa rad v zvezi z revijo 2000 povedal tudi to, da smo tam izdali izpod peresa dr. Janka Prunka knjigo z naslovom Slovenski nacionalni programi, ki je tudi razsvetljevala obzorje, bi rekel, v tej smeri. In v tej reviji so, predno je prišlo do nove revije, objavljali Spomenka, Intine Hribar, France Bučar, Viktor Blažič in še kdo. Ne? Tako da to so krogi, ki so se premikali v tem kulturnem in družbenem prostoru. Tako da jaz trdim, da sem bil v mnogočem pripravljen ravno zaradi te revije. Rekel sem bil mentalno in vrednostno pripravljen na tisto, kar me je za marsikoga presenetljivo čakalo po
prvih demokratičnih volitvah. Lahko sem nekaj, če dovolite, revija 2000. Od tam izvira tudi najno prvo srečanje. Ne vem, če se boste vi spomnili. Na Socialistični zvezi sta bila takrat z Petrom Peršinom pri Žigi Kimovcu. Kimovc je bil šef družbenega sveta. Tako, on je držal roko na tem in pravzaprav bil najbolj vnet zagovornik tega, da je revija lahko dobivala finančna sredstva, da je sploh preživela. In takrat mi je predstavil vas in Peršina, ne vem, če se to spomnite. In kasneje, ko je pač se krog tako zavrtel, da so se srečala potem vi kot mandatar za predsednika vlade in jaz kot predsednik predsedstva, sem rekel, če je ta človek od revije 2000, potem najbrž ne bo težko sodelovanje. Jaz sem vas hotel ravno vprašati, kako ste vi doživeli v svoji vlogi, oba sta bila demokratično izvoljena, kako ste vi doživeli, pač moram reči, glede na preteklost, ki je bila omenjena, da imate naenkrat pred seboj nekoga v zelo pomembni vlogi, ki je bil kristjan, ki je v marsičem mislil drugače. Jaz mislim, da je bil za marsikaterega komunista šok, da je postal predsednik vlade nekdo s prepričanjem, ki ni veljalo ravno za ta pravo izbiro v nedemokratičnem času. No, se logika sprememb, ki so se zgodile in za katere sem rekel, da so zorele precej dolgo časa nazaj, pred letom 90, je seveda zahtevala, da se iz, kako bi rekel, družbe, ki jo je vodila ena ideja, spremeni v družbo, kjer se bodo soočali različne ideje, različni koncepti. Čeprav v resnici jaz sem takrat pričakoval, da se bo Demos odločil in bo dr. Pučnika postavil za predsednika vlade. Ampak ker sem poznal dogovor, da se boste pač dogovorili, da bo predsednik vlade tisti, ki je predsednik stranke z največ glasovi znotraj Demosa, je pač bilo to potrebno sprejeti kot dejstvo in kot rečeno, olajševalna okoliščina za mene je bil tisti kratek sestanek takrat na Socialistični zvezi. A bi imeli rajši Pučnika? Ja, ne vem, mislim, njega sem poznal pravzaprav manj kot vas, če sem čisto iskren. Poznal sem po tistem, kar je pisal, poznal sem njegovo zgodovino, na vse zadnje se je to takrat postavljalo seveda tudi kot del politike, kakršno je imela v tistih starih časih Zveza komunistov. Nekako pričakoval sem, da bi bil bolj trd sogovornik, kot ste bili vi. Kaj ste takrat pričakovali, recimo, od teh novih mladih političnih zelencev v nekem smislu, ki so prišli, lahko rečemo, iz ulice? Takrat se vendarle v nekem smislu lahko rečemo, da se je spremenil svet, določenim se je svet tudi podrl. Kako ste vi to, se je za vas tudi svet takrat podrl v nekem smislu? Ne, če mislite samo spremembo družbeno, se je bil logičen razvoj, da se je to moralo zgoditi, ker tisto, kar je pravzaprav bil razlog za krizo v Jugoslaviji, je bilo ravno to, da se ni moglo sprostiti vseh tistih silnic, ki so enostavno silile, da se kriza razreši na načine, ki bi državo upeljali v svet demokratičnih držav. In to na vse zadnje bilo tudi spoznanje, ki je dozorevalo znotraj Zveze komunistov Slovenije. Ampak kot rečeno, moja prva misel je vendarle bila, ali je možno državo ohraniti, ampak seveda ne takšno, kot je bila, ampak z radikalnimi spremembami. In teh radikalnih sprememb ni bilo mogoče izpeljati. Seveda v tem novem, kako bi rekel, političnem orkestru se niso bili sami politični novinci. Je bilo nekaj ljudi, ki so bili v politiki že preizkušeni, zlasti tudi v tako imenovani, kot se to reklo, komunističnem podmladku, pred Zveza mladine, sta bila Bavčar, je bil Janša, recimo politične izkušnje imel gotovo tudi France Bučar, tako da ravno, mislim, popolnoma nov taor, ki, mislim, v političnem smislu ni bil, so bili pa nosilci drugačnih idej in seveda je bilo potrebno razumeti, da se bo o teh idejah
potrebno sporazumevati. Mi smo pa takrat že imeli demokratični mehanizem, ki je to omogočal, ne glede na to, da je bila skupščina, ne glede na to, kako je bila sestavljena in zakaj je bila tako sestavljena. Ampak zato se je tudi rodila ideja, da je potrebno nove odnose vzpostaviti z novo ustavo. In spomnim se, kmalu takrat, mislim, da je to bilo maja meseca 90. leta, sem bil na razgovoru pri doktorju Bučarju v parlamentu oziroma v skupščini takratni in je rekel, treba je priti z predlogom za oblikovanje nove ustave, pravi, in normalno je, da inicijativo, se pravi formalni predlog za ustavo da predsedstvo. Potem je bil tudi nek razgovor na predsedstvu, nažalost, oziroma moram to povedati, prvotna ideja je bila, vi mi boste lahko dopolnili, da bi se samostojnost razglasila s sprejetjem nove ustave. Potem se je proces sprejemanja ustave zavlekel, stvari so šle hitro naprej, potem je prišlo do ideje o plebiscitu in ustava je bila sprejeta šele kasneje. Tako da znotraj tega je seveda ta ideja dozorevala in, ko bi rekel, v tem procesu dozorevanja se je marsikaj med sabo soočalo, marsikaj se je obrusilo, marsikaj je ostalo pa seveda trdo tudi soočenega kasneje. Gospod Peterle, kako ste vi videli gospoda Kučana takrat v tistem obdobju in veliko sta bila v stikih v tistem kratkem obdobju, ki je bil od prvih volitev do referenduma in potem do vojne, to je praktično bilo eno dobro leto, ko se je vse skupaj odvilo, to, kar se odvije pri drugih narodih lahko v par stoletjih. In tisti odnosi so bili velikokrat tudi konfliktni zaradi različnih pogledov. Kako se vi spomnite tistih komunikacij, recimo, kako se spomnite gospoda Kučana? Ja, bom iskreno povedal moja takratna občutja. Glejte, jaz sem ga poznal kot precej drugačnega komunista kot Franceta Popita, recimo, če govorimo o trdi in mehkejši liniji. Ampak mene, priznam, je malce skrbelo, da je on kot zadnji prvi mož nedemokratičnega režima, pri nas je zadnji predsednik Zveze komunistov, da je postal potem z demokratičnimi volitvami prvi demokrat, če tako rečem. In me je zanimalo, kako bo s to spremembo, koliko bo resnična, koliko bo, ko bi rekel, verodostojna in tako naprej. Spominjam se, ko je v Corriere della Sera, mislim, da je bil intervju vaš, ste nekako izrazili bojazen ali napovedali revanšizem, ki ga ni bilo. In jaz sem gledal na to, čemur gospod Kučan pravi kohabitacija, kot eno posebno kulturno, ne samo politično preizkušnjo. Mi dva smo morala v teh ključnih pozicijah, seveda v upoštevanju tega sem vesel, da je gospod predsednik sam omenil že Pučnika in Bučarja, ki sta imela izredno pomembne funkcije tudi. Torej, mene je zanimalo, kako bomo zvozili to našo različnost, ker vsaka družba mora najti rešitev za, rekel, ali neko maniro, neka pravila, kako živeti v različnosti. Ta različnost bi lahko potekala zelo drugače, bi lahko potekala zelo trše. Vem, da se je marsikdo bal, da bo, bom rekel, v narekovajih stara partija, ki se je preimenovala in tudi razporedila po strankah različnih, in to je tudi sama vojska, takrat z letaki trosila, ko smo bili napadeni, so rekli, ljudje bodo potegnili z nami. In seveda je bilo v zraku, kaj pa, če bodo eni potegnili z unimi. In ko je bila razorožena na dan izvolitve moje vlade Slovenska teritorialna obramba, za katero je del slovenske stare politike vedel, kot so dokumenti dokazali oziroma pokazali, takrat, lejte, prevzeti vlado, ki je
vzela nase ključno breme odgovornosti za izvedbo projekta osamosvojitve. Ne? Ker to pot bi rad povedal, da prvič v zgodovini so Slovenci imeli priliko, da se svobodno odločajo ali za demos, ki je prišel z državotvorno idejo, ali za stare politične sile, bom rekel tako na kratko, ki so temeljile na tako temeljni ustavi in želele nekoliko drugačno Jugoslavijo. Ne? Torej, mi smo imeli torej demos je zmagal s to idejo samostojnosti in demokratizacije in s tem so prvič v zgodovini tudi so bili izpolnjeni politični predpogoji za izvedbo osamosvojitve. Mi smo rabili zakonodajno oblast in smo potrebovali izvršilno oblast. Če mi ne bi imeli izvršilne oblasti, bi lahko imeli plebiscit 100% za samostojnost, pa ne bi bilo nič, bi ostali pri sanjah, deklaracijah in dobrih željah. Ne? Zakaj to ponavljam? Ne? Ker so tudi debate o plebiscitu, mimogrede povem, že gospod Kučar nekaj rekel, ampak mi smo v plebiscitu, bi rekel, ta podatek o Bučarju drži, ampak mi smo v plebiscitu o nujnosti plebiscita po ustavni poti, je bilo prav povedano, govorili predno je demos zmagal. Mi smo hoteli ljudsko potrditev in drži, da ker se je ustavni proces zakompliciral, smo potem v nekem trenutku pač se v Poljčah odločili za plebiscitno pot. Takrat, ko so do tega prišli socialisti, nismo še videli te potrebe. Ne? Vmes se je pa tudi še jugoslovanska situacija zelo zaostrila in je prišlo do spoznanja in prepričanja, da je treba zadeve pospešiti. Ne? Skratka, zdaj sem malo zašel v to, bi rekel, tudi zanimivo področje, ampak jaz trdim, da mi dva nismo imela samo kohabitacije, ki je lahko tudi čisto znosna, če tako rečem, ampak smo imela tudi kooperacijo, ne samo ko smo se dobivali na tako zvanih sejah razširjenega predsedstva, kjer smo obravnavali nekatere ključne teme, čeprav to predsedstvo ni imelo izvršilne vloge, ampak je bilo koristno, da smo nekatere stvari v naših različnih odgovornostih obravnavali v družbi predsednika predsedstva, predsednika parlamenta, predsednika vlade in nekaterih ključnih ministrov za notranje, zunanje zadeve in obrambo. In smo se tam pogovarjali. Tam smo se tudi pogovarjali, kako bomo praznovali, kdo bo govoril in tako naprej. Skratka, ampak, glejte, ker jaz mislim, da eno je biti različen, eno je pa biti nespoštljiv. Ne? Jaz trdim, da smo ta čas preživeli pri vsej različnosti, menjali smo režim in državo, ne? Ampak bi rekel, da je bilo več dialoga, kot ga je danes. Ne? In so se stvari vendar dogajale v nekem spoštovanju. Naj dodam, da recimo je bila bivša zveza komunistov, ki se je takrat imenovala Stranka demokratične prenove, ne? Je bila presenečena, da sem jaz prišel predstaviti vladni program. In mi je potem Ciril Ribičič rekel, da sem gotovo dobil nekaj glasov tudi od njih, in jaz sem dobil več glasov, jaz sem visoko število glasov dobil, več kot je bilo Demosovih poslancev v skupščini. Pravi, da je bil še bolj presenečen Jože Smole, šef socialistov, da sem prišel tudi njim predstaviti ta program. Jaz sem ga predstavil in se rekel, lejte, tle so stvari, ki so za vse, to je vredno podpore, vas vabim k sodelovanju. Skratka, delali smo to tako v enem, jaz bi rekel, vendar dialoškem duhu. Ne? In recimo so bile stvari, ki jih lahko dam v rubriko kooperacija. Ne? To je tudi Janša tako kvalificiral v enem od intervjujev, mislim, leta 2010. Recimo bi izpostavil 6. december 1990, ko je predsednik Kučan sodeloval v ekipi s predsedniki strank in političnih skupin, oziroma poslanskih skupin, pri razpravi, kako iti na plebiscit.
Zame je to ena od najsvetlejših točk političnega dogovarjanja na poti v osamosvajanje, ki se je končala tako, da so vsi šefi parlamentarnih strank in vsi šefi poslanskih skupin podpisali sporazum, in posledica tega je bila, da smo sprejeli zakon o plebiscitu brez glasu proti. Mislim, so bili 4 vzdržani, ampak ni bilo glasu proti. Preko takih izrazov enotnosti v bistvu ne poznam. Ne trdim, da smo bili vsi za samostojnost, ne? Tega se ne da reči. Ne? Smo se pa zmenili, kako bomo izvedli plebiscit. In jaz mislim, da je bil tudi zato rezultat na plebiscitu tak, kot je bil, ker so ljudje videli vsaj v nekem segmentu, kako bi rekel, enoten pristop. Mi bi se lahko tudi razdelili takrat, lahko bi postavljali nemogoče pogoje, ne? Ampak smo v dialogu prišli do rešitev, ki so nam pomagale naprej. Sveda smo bili pol veseli rezultata. Ne bom govoril, kako je bilo z enotnostjo, potem torej jaz kakšne romantične enotnosti kasneje nisem doživljal kot šef vlade. Recimo, zelo nas je takrat vznemirila mirovna deklaracija, kjer smo imeli pač različne poglede. V vladi smo vedeli po razorožitvi na dan izvolitve, da stvar ne bo enostavna, da se bo treba pripraviti, in smo 17. maja začeli že obrambne priprave. In te resolucije ali te mirovniške izjave nismo razumeli kot podpore. Tudi, glejte, da iz državnega medija poslušaš spomladi 91, malo pred osamosvojitvijo, travo bomo jedli, dober dan, žalost. Imaš otroke na ulici proti ministru Venclu, skoraj generalno stavko s tovornjaki in avtobusi okrog vlade in parlamenta in tako naprej. Torej, vedno so bili tudi nekateri ali neke sile, dajmo reči blago tako, ki so barkom malo majale, bi rekel. Ampak zame je ključno, in to bom zelo poudaril, da smo v ključnih trenutkih sodelovali in da ni prišlo, bom rekel temu kar tako, ni prišlo do 5. kolone. To, kar je Beograd pričakoval, da bo neka linija potegnila z njimi ali celo kar ljudje, bi rekel, to se ni zgodilo. In jaz to jemljem za veliko pozitivno dejstvo iz tistega časa, ker, glejte, če bi peljali zadeve drugače, če bi se spomnim vaše besede, mehko, ne? Zdaj, mehko ne pomeni nenačelno, ne? Če bi šli z ene ali z druge strani, bi rekel, v pretrde ali radikalne posege, ne? Mislim, da bi lahko ogrozili sam projekt, ki ga zlasti po rezultatu plebiscita jemljemo kot skupnega. Ne? Torej, rad bi omenil še Brione. Ne? Lejte, jaz se... Mogoče, da bo malo bolj dialoško. Gospod Kučan, kako ste vi doživljali tisto pomlad? Vam so za podpis pod deklaracijo za mir očitali celo veleizdajo, da je bil to akt veleizdaje, ker ste vi in še 3, mislim, da člani predsedstva to podpisali in cela množica politikov. Kako vi vidite to? Kaj bi se zgodilo, če bi dejansko sledili tej deklaraciji? Najprej seveda, glede na ta oris, ta lok, ki ga je opisal gospod Peterle, bi rad rekel najprej nekaj o kohabitaciji. Ne? Začela se je seveda kot kohabitacija. Spomnim se tiste seje predsedstva, kjer so dobili mandat za sestavo vlade, ne? In kjer je bilo ne samo moje, ampak pričakovanje tudi Cirila Zlobca in Matjaža Kmecla, najbrž tudi Pluta in Omana, da boste povedali, kakšna bo sestava vlade. Ne? In ste takrat odgovorili. Ne? Podučili so me, da to ni vaša pristojnost.
No, potem je šel za Dokler vami. nisem mandatar. Potem sem pa takoj povedal. No, potem je šel za vami Plut in ste prišli nazaj in smo se lepo pogovorili o tem, kakšna bo sestava vlade, koliko bo skratka. Ne. Od takrat naprej pa je ta občutek, da je pravzaprav odgovornost na vseh nas, kako bo ta država oziroma kako bomo izpeljali podobo Republike Slovenije po teh demokratičnih volitvah, šla seveda v neko smer, ni bila idealna, ni bilo brez, kako bi rekel, problemov, bilo je pa nekaj, kar je bistveno, bilo je veliko pogovorov in mislim, da tisto tako imenovano sestajanje razširjenega predsedstva je marsikakšno dilemo ali pa problem uspelo razrešiti. Ne. Čeprav seveda tudi ne do konca, ker je bilo potrebno še zmeraj računati, kako se bo ta dogovor ali pa razgovor obrnil potem v demosu. Ne. Zdaj, če me sprašujete po tej pomladi oziroma po tej mirovniški deklaraciji, moram seveda povedati, da je to bilo v kontekstu razprav o ustavi in da je bil predlog tudi, da bi se v ustavo napisal tako imenovani mirovniški člen. Ne. Zdaj, o usodi te ustave sem že povedal, ne bom tega ponavljal. Je pa mirovništvo bilo kar močno gibanje v Sloveniji pred letom 90. Še januarja 90. leta je tudi kasnejši obrambni minister govoril o mirovništvu in o mirovniški deklaraciji in tako naprej. Skratka, da poenostavim. Ne. Jaz sem dobro poznal sem razmere v jugoslovanski armadi, predvsem v političnem vodstvu te armade, nepripravljenost, da kakorkoli se ogrozi obstoj enotne države, in sem vedel, da so sposobni in so imeli tudi realno moč in možnost, da se te svoje volje po obstoju države lotijo oziroma da jo branijo tudi z orožjem. In zato so vse te aktivnosti šle v smer povedati, Slovenija ne želi svoje naravne in tudi formalne pravice do osamosvojitve oziroma do te poti v svojo državo uresničiti z nasiljem. Zato je potem januarja 90. skupščina tudi sprejela dokument, ki ga je ponujalo tudi vsem drugim republikam o mirni razdružitvi. Skratka, vse te aktivnosti so šle v smer samo ne orožja, pojdimo po demokratični poti. Nažalost, je bilo potrebno računati tudi s to alternativo, da se to ne bo zgodilo. Kar nažalost se je zgodilo in zato je tudi vlada pripravljala Slovenijo na to, da bo sposobna, če bo potrebno, seveda temu nasilju se tudi upreti in v tistem 6-mesečnem roku od plebiscita do datuma, ki ga določil zakon, se pravi najkasneje v 6 mesecih uresničiti odločitev plebiscita, so se pripravljale seveda v Ministrstvu za obrambo oziroma takrat je to bil še sekretariat za obrambo in sekretariat za notranje zadeve, tako imenovani, kako bi rekel, projekti ali programi ali koncepti, kako se bo Slovenija branila. Spomnim se, da je par tednov pred tem v Podrožniku bil en sestanek, na katerem, Vili Podrožnik, na katerem so bila midva z Bučarjem, mislim, da ste bili tudi vi, kjer sta Bavčar in Janša predstavila, mislim, kako in na katerih konceptih in kako se bo Slovenija branila. Tako da jaz sem to tako pač doživljal in razumel in tako tudi delal. Na eni strani narediti vse, da bomo šli po mirni poti, na drugi strani pa seveda, če bo treba, da bomo to svojo odločitev branili tudi z orožjem. Je pa bilo, mislim, da tam nekje koncem marca ali začetku aprila, vi se boste to bolj spomnili, ko smo skupaj ocenjevali na skupnem sestanku, kako daleč so priprave, in da je potem bilo ugotovljeno, da na nekaterih resorjih stvari ne tečejo dovolj hitro, in je potem, mislim, da Bavčar prevzel neko neformalno koordinacijo, ki je sklejevala delo znotraj vladnih resorjev, tako da smo mi 25. maja prišli pripravljeni za uresničitev odločitve, oziroma da je parlament lahko mirne duše sprejemal odločitve, ki so bile seveda pomembne, na katerih smo lahko gradili to, na kar je opozarjal tudi ves čas France Bučar. Skratka, paziti na to, da bo naša pot legalna in da bo seveda tudi legitimna na podlagi naravnega prava. No. Znotraj tega je bilo veliko razprav, so bili tudi različni koncepti, kdaj tudi veliko jeze in slabe volje, ampak na koncu
Pravim, kot temeljna vrednota tistega časa je bilo vendarle to, da smo se pogovarjali in tudi dogovarjali. Jaz bi rad malo preciziral tale obrambni oziroma vojaški vidik. Prej sem že omenil razorožitev na dan izvolitve moje vlade, kar pomeni, da smo šli na pot golih rok. Naslednji dan smo začeli priprave in pod različnimi imeni, delovnimi imeni, eno je bilo tudi jedra slovenske vojske, smo pripravljali moštvo in nismo začeli šele po plebiscitu. Marsikdaj berem ali slišim, ja, ko je bil pa plebiscit, potem je vlada začela. Ne, mi smo začeli ne samo z obrambnimi pripravami, mi smo začeli vladati maja z idejo, da gremo v osamosvajanje. S tem smo na vsezadnje zmagali volitve in smo bili dolžni to narediti in smo besedo tudi držali. Če ne bi začeli mi maja vojske pripravljati, ne morem imenovati drugače, ne bi tudi pokazali tistega postroja za nekaj orožja en teden pred plebiscitom. In ker smo začeli s pripravami dovolj zgodaj, smo bili seveda na dan napada tudi pripravljeni. Spomnim se Manfreda Wernerja, nekdanjega generalnega sekretarja Zveze NATO, ki je vprašal, v čem je skrivnost slovenskega uspeha. Odgovor je bil zelo enostaven, oziroma je enostaven. Vedeli smo, kaj se nam lahko zgodi, čeprav smo delali, kot je gospod Kučan rekel, da bi prišli po mirni poti, ampak Beograd ni imel razumevanja za to. Torej smo bili pripravljeni tudi na ta izziv in smo ga dobro zvozili, bi rekel. Skratka, odgovor je v pripravljenosti in mi smo imeli, naj dodam še to, večino denarja rezervnega, tako zvanih bonov, natisnjenega pred plebiscitom že, ker smo računali, da se lahko tudi represalije take in drugačne začnejo. Glede mirovniške deklaracije bi rekel, da imam določeno razumevanje za določene taktične vidike, če tako rečem, ampak tega, da bomo to uporabili kot taktiko, se nismo dogovorili in kot pravim, tistega pa tudi to, da smo potem kljub rezultatov plebiscita z minimalno večino sprejeli nekatere zakone, tako ne vojaške oziroma obrambne, ki so nam omogočili, da smo šli po legalni poti naprej. Rekel, tistega takrat pač nismo doživeli tako. Si predstavljam, da je v okviru mirovniškega gibanja, da so bili tudi ljudje, ki so pač iskreno želeli. Tudi jaz bi si želel, da na celem svetu ne bi rabili več orožja in vojska in tako naprej, ampak takrat smo rabili orožje in hvala Bogu smo ga tudi pridobili in ga primerno uporabili. Ko gledamo tisto pomlad pred vojno skozi časopisje, danes, ko smo vsi lahko generali, se da videti jasne signale Beograda, da so pripravljeni napasti Slovenijo. Verjetno so to tajne službe ali pa prijatelji, sodelavci vas na to opozarjali. Ampak vendarle se zdi, da se dolgo časa ni vedelo, kaj bo storila jugoslovanska armada. Glede na to, kar ste, gospod nekdanji predsednik, rekli na ugovoru, danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan, se da sklepati, da ste slutili ali morebiti celo vedeli, da bodo napadli. Kdaj ste dejansko vi, gospod Kučan, in vi, gospod Peterle, izvedeli, da bo dejansko prišlo do vojaškega napada? No, najprej o tem misteriju tega mojega ključnega stavka ni se nanašal nič na to, da bo prišlo do napada, ampak da je z novim dnevom treba prevzeti odgovornost za državo, da država ni pravica, ampak je trdo delo in da se je treba zavedati odgovornosti. Zdaj, seveda, kakšen, bi rekel, velika uganka, kako bo ravnalo politično vodstvo armade, seveda za mene, ki sem poznal razmere, ni bila. Nisem računal, da se bo lahko zgodilo v tako surovi obliki, da se bo zgodilo tako rekoč kot voščilnica ob rojstnem dnevu Slovenije, ampak da se ne bodo strinjali oziroma pomirili s to slovensko odločitvijo, je bilo večkrat povedano. Ni šlo toliko za, bi rekel, politično vodstvo takratne Srbije ali, če
hočete, ostanka Jugoslavije, ampak ambicije političnega vodstva armade so pa bile seveda očitne. Ne gre pozabiti, da je par dni predtem prišlo do tako rekoč, kako bi rekel, neke vrste, skoraj bi rekel, aretacije članov jugoslovanskega državnega predsedstva strani vrhovnega oziroma generalštaba jugoslovanske vojske, tam v tistih katakombah pod Topčiderom, kjer je preprosto vodstvo armade zahtevalo, da podpre to predsedstvo možno intervencijo oziroma uvedbo izrednih razmer v Sloveniji. In seveda ne gre tudi pozabiti odločanja o tem, kjer je samo glas takratnega člana predsedstva iz Bosne in Hercegovine, Bogića Bogićevića, preprečil, da bi predsedstvo to odločitev sprejelo. Skratka, treba je pogledati, kakšne so bile razmere in od tega ni bilo težko izpeljati sklep, da je potrebno računati z neke vrste nasiljem, ampak kot sem rekel, ne kot voščilnico ob samem rojevanju države. Takrat je bila tudi seja zvezne vlade, s katero se je kasneje vojska želela pokriti in kjer je vojska po svoje tolmačila sklep, ki se je glasil, da je potrebno z vsemi sredstvi zavarovati meje Jugoslavije. In to je seveda, takrat je, mislim, da bil šef generalštaba Kadijević, razumel, da seveda tudi z orožjem. Marković je kasneje trdil, da to ni bilo tako mišljeno, tudi tisti moj polnočni razgovor z njim po telefonu, da je praktično v Sloveniji vojna, je on kazal popolno presenečenje. Skratka, ta intervenca armade, tudi kolikor zdaj jaz vem, ni bila podprta z odločitvijo ali pa s podporo takratnega srbskega vodstva Miloševića. Saj iz razprav na tistih sestankih predsednikov predsedstev republik tam od januarja pa do maja leta 1991 je v glavnem njegov interes bil ohraniti Jugoslavijo, se pravi državo, v kateri vsi Srbi živijo v isti državi. In če je to možno, ali če se to zgodi brez Slovenije, to pravzaprav ni problem. On je meni v enem razgovoru, mislim, da ravno tu na Brdu v Sloveniji, rekel, vi Slovenci na vse zadnje lahko greste, ampak Hrvati ne, oni so z nami povezani s krvjo. In ta stavek, so z nami povezani s krvjo, me je zelo seveda presunil in napovedal to, kar se je zgodilo, da se bo potem, tako sem tudi potem seveda to videl, vojna iz Slovenije preskočila na Hrvaško in tam na tragičen način ali pa na najbolj tragičen način tudi v Bosno in Hercegovino. To seveda ne pomeni, da smo mi kakorkoli lahko se pogajali o tem, kakšni so pogoji, pod katerimi lahko Slovenija odide. Mi smo se sklicevali na našo pravico, kot sem rekel, in legitimno in legalno do samoodločbe in smo to tudi hoteli uresničiti na miren način. Zakaj se je potem zgodilo v tisti 10-dnevni vojni to, kar se je zgodilo in ko se je dogajalo, kako je prišlo do dveh pogajanj o prekinitvi ognja, ko se je v to vključila že mednarodna skupnost oziroma Evropska unija, in da se je to zgodilo pod, kako bi rekel, ne samo pritiskom, ampak na podlagi spoznanja takratnega zunanjega ministra Nemčije Genscherja, ki je bil takrat tudi predsedujoči zunanjim ministrom Evropske skupnosti po našem srečanju v Celovcu, ko naj bi prišel na obisk Slovenijo in ko so mu njegovi svetovalci rekli, v Sloveniji je vojna. To je pravzaprav bilo za njega neko zelo veliko presenečenje in je tudi na razgovoru potem v Beljaških Toplicah, na katerih so bila skupaj z doktorjem Ruplom, ki je bil takrat zunanji minister, rekel, razumem vse, v Beogradu mi niso povedali pravi stvari, grem na telefon, skličem svoje kolege, zunanje ministre in od takrat naprej so stvari šle
bi rekel, nekako bolj mirne vode, vključno z tem sestankom, ki ga je ravno kar omenil gospod Peterle na Brionih. Kaj pa vi, kdaj ste vi izvedeli za konflikt, ko ste šli pet pod oknico pokojnemu Šuštarju, škofu? Ali... Ja, malo potem, ko smo peli to pod oknico, torej, takrat je bilo kljub migom nad nami, je bilo praznično, močno, zgodovinsko ozračje, bi rekel. In potem smo šli enkrat po noči od Trnovga, kjer je takratni župnik Pogačnik poskrbel za velik kres, ne? In je rekel, smo se dobili en dan prej, smo šli k Žabarju zalit v eni družbi skupaj z njim 25. ker 25. se ni nič zgodil. Smo sprejeli temeljno listino, ampak proglasitev države je bila naslednji dan in takrat sem jih jaz povabil, da gremo vendar že ta dan proslaviti in je rekel Janez Pogačnik, če bo jutr drv zmanjkal, bomo pa cerkev zažgali. Skratka, to je en izraz, bi rekel, tistih časov, ki mi je ostal močno v spominu. In potem smo šli, ena ekipa, se jih je bilo več takih, od Trnovga z Vilijem Petričem, harmonikarjem, oziroma glasbenikom, in smo se ustavili pri Prešernu, smo peli v Križankah in potem smo peli pri Šuštarju na Škofu. No in potem, ko smo se premaknili proti mestni hiši, je moj varnostnik pristopil in je rekel, gospod predsednik, tanki gredo, in seveda smo šli takoj na vlado. Glejte, delali smo, kot je bilo že rečeno, zato, da na podlagi ustavne določbe, ki je zagotavljala, ki je poznala, ne zagotavljala pravico do samoodločbe in celo odcepitve, pač smo skušali prepričati Markoviča oziroma Beograd, da se to naredi miroljubno na ustavni podlagi, ampak Beograd tega ni slišal. Spominjam se zadnjega obiska Markoviča v Sloveniji, ko je prišel iz Amerike in je rekel, mislim, da sva 3-krat, 4-krat ali večkrat ponavljale iste zadeve. On, da nas ne bo nihče podprl, jaz kot predsednik vlade, da je to volja slovenskega naroda in da se bo to zgodilo. Je rekel, nećete dobiti ni $1, potem je govoril niko vas neće podržati, potem je govoril v parlamentu, skušal nagovarjati opozicijo za nasprotovanje, kar mu ni uspelo. Skratka, to je bil en poseben gost čas, ko je bilo res, rekel, ko smo naredili zadnje korake v skladu s tistim sklepom na Račjem otoku, da gremo do konca. Še ta detalj, ki je gospod Kučan omenil, jaz mislim, da sem jaz odločitev, da Bavčar prevzame tehnično koordinacijo v finalu, da sem se celo že prej odločil na podlagi enega drugega pogovora, ker smo tudi na vladi obravnavali situacijo, kako je. In tisti sestank, mislim, da je bil zelo pomemben v Vili Podrožnik. Takrat, rekel, so ministri zelo natančno predočili, kako je, kje smo, oziroma kako smo pripravljeni, in je potem prišlo tudi do teh odločitev. Glede Brionov, bom zdaj še to povedal, da rekel, tudi v tem primeru nismo tekmovali rekel, po protokolarni liniji. Mi smo se tam brez težav dogovorili, da vodi pogajanja z Evropsko trojko, protokolarno najvišji, se pravi predsednik države. In jaz sem potem predsednika tudi branil, ko je bil kritično, rekel, napaden v takratni skupščini, ker marsikdo je imel težave razumeti in sprejeti sporazum z Brionov. V zraku je bila razlaga oziroma pričakovanje oziroma prepričanje, da želi Evropska zveza s tem moratorijem 3-mesečnim doseči pač
podaljšanje Jugoslavije ali obnovo Jugoslavije, ne? In ker ste omenjali Genšerja, moram omeniti tudi Kohla, v katerega kabinetu je kot minister Genšer delal. Jaz jemljem Kohla za arhitekta slovenskega mednarodnega priznanja v družbi sveda z Mokom in rekel v eni posebni vlogi papeža Janeza Pavla II., ki je tudi razumel, zakaj gre oziroma kaj hočemo. Namreč, zakaj to razlagam? Zato, ker bi rad povedal, da so bili v Evropi že politiki, ki so vedeli, da se z Jugoslavije ne da nič več narediti. In Kohl je bil eden od teh. Jaz sem takrat pisal po Evropi ob napadu predsednikom vlad in on je potem odgovoril s povabilom, da so se dobila sredi avgusta, se pravi en mesec po Brionih na njegovem vikendu, zgolj z eno pričo in sva šla čez mednarodno priznanje Slovenije. On je takrat rekel, priznanje Slovenije ni več problem. Je rekel, ampak ne moramo priznati samo vas, zato ne bodite neučakani, malo potrpite, zadeva se bo zgodila in se je dejansko zgodila. Jaz sem potem na predsedstvu drug dan razlagal, da je priznanje zrelo kot hruška, sem noben ga noče utrgati, ampak takrat se je marsikdo nasmehnil, ampak tako je potem tudi bilo. Jaz sem vesel, da je bilo tako, da smo ta izpit speljali s takim rezultatom. Če se zdaj vrnemo v sedanjost, 30 let po osamosvojitvi, 30 let po vojni za neodvisnost, če pogledamo slovensko družbo in slovensko državo, mogoče, če se izognemo prav notranji politiki teh dni, recimo, ali teh mesecev, kaj je Slovenija, kakšna je Slovenija danes, gospod nekdanji predsednik, in kakšna je bila takrat? Kakšno vidite danes? Kje ste veseli, kje ste razočarani? Kje vas je Slovenija ali slovenska družba razočarala? In na kaj moramo biti ponosni po 30 letih? No, zdaj, težko bom to povedal, če bom spoštoval to, kar ste rekli, da se izognem temu, kar se zdaj dogaja. Ampak ne, če se vrnem na izhodišče, torej govorili smo o tem, v kakšnem vzdušju je vse to nastajalo in kakšne so bile okoliščine, v katerih je to nastajalo. Morebiti smo o tem rekli premalo, tudi v obisku Delora in Santerja, takrat spomladi pred osamosvojitvijo kot poskus zadnjiše ohranjanja Jugoslavije, da ne rečemo Bakerju in tako naprej. Skratka, neugodne zunanje okoliščine. In potem vojaška intervenca, spopad, konec tega, ne, in strašna mobilizacija ljudi, ki so podpirali takrat teritorialno obrambo in policijo. Skratka, nismo imeli, kako bi rekel, agresori niso imeli nasproti sebe samo teritorialce in policijo oziroma miličnike, ampak so imeli ljudstvo, ne, ki je to enotnost od plebiscita naprej ohranjala tudi takrat, ko je bilo potrebno plebiscitno odločitev braniti. In to je bilo največje presenečenje, ker so imeli opravka z ljudstvom. Ne. In če pogledam potem naprej, to pravzaprav pogojevanje ne samo te enotnosti, ampak tega občutka, da se nekako postavimo na svoje in svojo usodo vzamemo v svoje roke, je bilo nekako povezano s pričakovanjem, da bo država, ki bo nastala ali pa ki nastaja bistveno drugačna po nekaterih ključnih političnih, če hočete, idejnih, gospodarskih, socialnih parametrih od države, ki smo jo zapuščali. Se pravi, na eni strani smo imeli pričakovanje, da bo ta država drugačna od tiste, ki smo jo zapuščali, in potem seveda tudi veliko angažiranje še naprej pri izpolnjevanju ene od ključnih, po moje drugi najbolj ključni zahtevi tistega časa, da se bo Slovenija, ko bo samostojno umestila v procese evropskih integracij. Skratka, ne. Potem mobilizacija, čeprav mogoče nekoliko manjša, nekoliko tudi manj razumljiva, ker ta alternativa svoja država ali ne je bila vendarle jasna, pri izpolnjevanju pogojev zahtevnih pri kar dolgo časa trajanih pogajanjih z Evropsko unijo.
Se pravi, ali je Slovenija država, ki je sposobna živeti, poenostavljeno rečeno, po merilih, ki jih zahteva življenje v tej evropski integraciji, skratka, da je sodobna in demokratična država. Mi smo to, govorim za Slovenijo, izpolnili seveda relativno hitro, je pa takrat bila odločitev politična v Bruslju, da seveda pride v poštev samo sprejem vseh takratnih kandidatk, pri čemer je ključno vlogo imela Poljska, ki je pravzaprav najtežje izpolnjevala te pogoje tudi nadalj časa, in Poljaki so vedeli, da so pravzaprav oni ključ, in meni je v razgovoru takratni predsednik Kwaśniewski to tudi povedal. Je rekel, jaz vem, je rekel, da ste vi nejevoljni, da čakate že več kot, mislim, da je skoraj 2 leti na to, pravi, ampak mi, pravi, in to je bila tudi pri nas težava znotraj Poljske, pravi, smo vedeli, da dokler mi ne bomo priprli vrat, da se toliko časa tudi vrata za vse vas ne bodo odprla. No, potem, ko je Slovenija, bi rekel, spet z veliko euforijo pričakala ta sprejem v Evropsko unijo, spomnim se tistega velikega navdušenja. Jaz sem takrat bil že seveda bivši predsednik in sem z svojim prijateljem, bivšim predsednikom Madžarske, tudi hodil po celi meji od Pinc do Tromeje. Povsod veliko navdušenje ljudi o tem, skratka tudi pričakovanje, da bodo meje padle. No, niso tisti hip, to se je zgodilo šele kasneje. No, skratka, hočem reči, mislim, takrat, kakor da se je potem ta angažma ljudi nekako kot balon počasi izpraznil, ni bilo novega mobilizacijskega naboja, in to bi morala biti seveda strategija razvoja Slovenije. Vse kasnejše vlade se s tem niso ukvarjale, pravzaprav še najbližje strategije je bilo tisto, kar ste počeli vi takrat v tisti vaši vladi prvi, ne? Čeprav so bili to takrat specifični pogoji in glavna pozornost usmerjena drugam. Danes, ne, pa se mi zdi, da država postaja čedalje bolj podobna zadnjega leta in pol ali pa 2 leti tisti državi, ki smo jo zapustili. In tudi ta nima strategije, in da ne bom zdaj, mislim, kaj veliko pleteničev o tem, ne bi bilo težko te strategije napisati, ker jo je napisal pravzaprav Bruselj, ko pogojuje ta velika sredstva za obnovo po pandemiji, kam jih je treba usmeriti. In to bi bilo treba samo konkretizirati za slovenske razmere, ampak kakor vidim, seveda vlada te volje in tega namena nima. Mogoče še pod vprašanje, kaj bi morali po vašem mnenju danes narediti? Ali ta vlada, ali naslednja, ali parlament, ali družba, SAZU, da bi se premaknili v, recimo, pravo smer? Ja, najprej mislim, da je treba se vrniti k ustavi, ne, in spoštovanje ustavnih vrednot, ki so oziroma vrednotam, ki so v ustavi zapisane, in sprejeti strategijo, o kateri govorim. Strategija, veste, jaz jo ne razumem kot nek formalni akt, ampak kot neko usmeritev, s katero so zavezane vse vlade, ne samo ta, ampak tudi vse prihodne. In kot merilo potem tudi, ali je vlada uspešna ali ne. Recimo, jaz si predstavljam, da bi 40-letnico rojstva slovenske države razpravljali na način, koliko smo uspeli v teh 10 letih uresničiti to, kar zdaj od nas in od vseh držav članic zahteva Bruselj. To bi nekako se mi zdelo, da bi bil velik praznik. Gospod Peterle, kaj pa vi pravite? Ja, jaz vidim zadeve mečken drugače. Imeli smo vlado, ki ni imela strategije, zato je sama odšla. Če bi imela strategijo, bi imela tudi enotnost in bi še vladala. Šarčeva vlada je sama odšla z napačno predpostavko, da bodo volitve. A če samo dovolite, ja. Tudi prejšnje vlade pred Šarčevo niso imele strategije. S tem bi se v mnogočem strinjal. Breko, Slovenija je kar nekaj mandatov, breko, ni bilo dinamike, bom po domače rekel, ne. Torej, vsaka vlada praviloma ima strategijo in ta vlada ima strategijo, če ne bi delali, ne bi naštevali zdaj tira, tretje osi socialnih zadev in tako naprej. V tej emonike, v tej vladi, jaz trdim, da je Slovenija na marsikaterem, ne samo na gradbenem področju, krenila naprej. Problem s slovensko strategijo je v tem, da imamo tako politično polarizacijo, da je v njej nemogoče sprejeti
jaz bi rekel, nad strategijo, ki bi dišala po konsenzu. Ne? Ker zdaj, karkoli naredi vlada, je narobe. Je tisti, ki so se poslovili od oblasti, bi jo hotel za vsako ceno nazaj in naj predsednik vlade odstopi. Skratka, takega direndaja še nismo imeli. Ne? Pred 30 leti pa trdim, da smo se o nekaterih ključnih stvareh strinjali in tudi današnji čas kliče po tem, da se o nekih stvareh vendar strinjamo. Različnost bi morala bogatiti, pa tudi nagovarjati k temu, da pridemo do nekih skupnih ciljev. Gospod Kučan je omenjal Evropo. Ne? Zdaj, Evropa zelo poudarja zeleno transformacijo, zeleni razvoj. Torej, zame zeleno ni barva neke stranke samo, ne? Ampak je paradigma, ki kliče po sodelovanju, ne? Ki se lahko pa dogaja samo, če drugega spoštuješ. In kar jaz danes pogrešam v slovenski politiki, je spoštljiv dialog. Dialoga skoraj da ni. Je zmerjanje, je očitanje, je obsojanje, so celo pozivi k nasilju. Tega pred 30 leti nismo imeli. Ne? In ta situacija mene skrbi. Hkrati pa vidim, da mlajše generacije vendar ponotranjajo osamosvojitev in njene vrednote na en, bi rekel, zelo prepričljiv način. Čeprav v šoli, to je zame nerazumljivo, da šola kot sistem ne skrbi za to, da bi predstavila vrednote osamosvojitve in dosežke ljudem. Danes mladina v šoli, številni ne vedo, da smo imeli vojno, predvsem pa ne vedo, zakaj je do osamosvojitve prišlo. To kar nekako se zgodi, ni prav razloženo, bi temu rekel. Ne? Tako da jaz, rekel, kljub temu, kar je danes nevzpodbudnega v naši politiki, rekel sem optimist in verjamem, da bo Slovenija našla pot naprej in trdim, da je osamosvojitev dala, oziroma da še zmeraj ponuja tisti navdih, iz katerega bi lahko naredili še kaj za to državo. In velike teme so še zmeraj pred nami, ta zeleni preboj, zelena transformacija, ki pomeni tudi drugačno politično kulturo, je gotovo ena od velikih tem. Mogoče še zadnje vprašanje povezano s tem, in sicer v zadnjih tednih se pojavljajo ideje o osamosvojitvi od osamosvojiteljev. Čeprav gre tu za notranje politično, lahko rečemo, idejo, vendarle nekako meče slabo luč na tisto obdobje dejansko enotnosti naroda. Ne moremo se osamosvojiti od osamosvojiteljev. Ali kako gledate vidva kot akterja na te? Vas je to, gospod Kučan, prizadelo, da bi vas, ne vem, hoteli osamosvojiti oziroma dati proč? Ne, mene to nič ne prizadeva, ker koliko razumem, midva z gospodom Peterletom itak niso več osamosvojitelja. Ne? Vi nama podaljšujete življenje. Gospod Peterlet. Glejte, prej gospod Kučan zelo lepo poudaril vlogo ljudi, naroda, ljudstva. Ne? Glejte, če hočejo ukinjati osamosvojitev, pa morajo ukinjati slovenski narod. 90% ljudi je bilo za to. Ne samo Demosovih ljudi. Ne? Demos je zmagal s približno 55%, se pravi, da je bila volja po lastni suvereni državi veliko večja. In če tega ne spoštuješ, če ustava ni vrednota, ni izhodišče, potem ne vem, kako lahko zadeve peljemo naprej. Ne? Tako da pač to geslo, končajmo z osamosvojitelji, rekel ga jaz jemljem pač kot eno malce ponesrečen poskus uveljavljanja neke druge moči. In glejte, Bidenu ni noben rekel, naj zaključi. Ne? V Ameriki po 70 letih šele dobro začnejo. Ne govorim zdaj zase, ker sem v teh letih, ne? Ampak pri nas imamo ta gesla, novi obrazi, pa stran s temi, pa stran z unimi. Ne? Mene ne briga, ali so obrazi novi ali stari, mene zanima, ali so pošteni in ali delajo v duhu vrednot osamosvojitve. Ne?
Če bomo zagotovili to dvoje, bomo ohranili ustavne temelje in bo naša država prosperirala. Tako, gospod nekdanji predsednik predsedstva Republike Slovenije, gospod Milan Kučan, in gospod nekdanji predsednik vlade Republike Slovenije, gospod Lojz Peterle, hvala, da sta bila gosta v oddaji Dialogos. Želimo si čim več dialoga še naprej v naši državi in vse dobro vama in našim gledalcem in gledalkam ob 30-letnici naše države. Srečno. Hvala. Hvala.